Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Danes bom govoril o preteklih bolečinah in zamerah. Vprašanje, ki sem ga dobil, je: ob nekaterih ljudeh, posebej bližnjih, se mi kar avtomatsko napne telo. Ne rečem nič, a v sebi čutim zamero, ki se vleče že leta. Ko skušam to razčistiti z njimi skozi pogovor, se po kratkem času spet počutim isto. Zakaj se to dogaja in kako mi lahko AIKU metoda pri tem pomaga? Iz vidika AIKU metode je zamera v bistvu ujeto čustvo ali pa čustva in neizražen odziv, ki je shranjen v telesu. In pride do zamrznjenih gibalnih in čustvenih vzorcev, kar pomeni, da telo odreagira, še predno lahko razmislimo o tem, kaj bomo naredili. Gre za klasično dominanco telesa ali pa iracionalnega nad racionalnim oziroma telesa nad čustveno zrelostjo. In težava pri zamerah je, da se dejansko ne nahajajo v glavi, temveč v telesu. Ko v preteklosti pride do dogodkov, ki na nas močno vplivajo, se pravi, pride do močnih pritiskov, poškodb, travm, takšnih in drugačnih zlorab, nespoštovanja, nerazumevanja, izkoriščanja in podobnih odnosov, seveda začutimo močno bolečino in če hočemo to močno bolečino zmanjšati oziroma jo nekako odmisliti, iti naprej, pozabiti na njo, se sprijazniti z njo, pač različno odvisno od situacije, je seveda potrebno spremeniti telesno upornost, ker višja kot je telesna upornost, manjši je, recimo mu temu, telesni tok. In ta telesni tok so v bistvu občutki in čustva, senzacije, ki jih dobivamo iz telesa v možgane. In močnejši, ko je tok, bolj se zavedamo teh občutkov in čustev, šibkejši, ko je tok, lažje potlačimo ta čustva, te občutke ali jih pa popačimo v neko drugačno obliko. In zato je logično, da se kratkoročno napnemo, spremenimo mišični tonus, spremenimo dihanje, spremenimo delovanje v trupu, ker gremo iz parasimpatičnega v simpatično stanje ali pa gremo iz manj simpatičnega v bolj simpatično stanje. In seveda zaradi tega se dvigne telesna upornost, telo postane bolj zamrznjeno, telo postane bolj trdo, bolj napeto, kot je bilo navedeno v samem vprašanju. In ta napetost v telesu zmanjša tok in oseba lahko določeno vedenje sprejme, oziroma mogoče boljša beseda ne sprejme, ampak se na njega navadi, se na njega privadi ali je pa prisiljena pač to sprejeti. In seveda, če se tako vedenje vleče dlje časa, je logično, da se potem ta napetost, povezana s potlačitvijo ali popačitvijo določenih dejanskih občutkov iz telesa, začne aktivirati kronično. Oseba postane kronično napeta, kronično zakrčena, kronično zamrznjena in s tem v bistvu kronično vzdržuje nizek tok ali pa določeno obliko toka po telesu, ki ne aktivira njegove zavesti, da bi se zavedla, kako je, kako se počuti. In seveda iz tega pa sledi, da se spremeni njena drža, njeno gibanje, njen izraz na obrazu, pogled, spremeni obliko, glas dobi drugačen. Se pravi, vsi vemo, kako izgleda, ko nam nekdo zameri, in v bistvu že na daleč lahko vidimo, da nam je zameril ali pa da smo v njegovi zameri. In to seveda vpliva jasno na celoten odnos. Zdaj, glih zaradi tega, ker se celoten proces dogaja primarno v telesu, pogovor nima primernega učinka, zaradi tega, ker spreminja samo ta kognitivni del nas, ne pa tudi telesni. In zamera seveda ostane še naprej ujeta v telesu, ali pa je telo, bolj prav je, da bi rekel, ali pa da bom rekel, da je telo ujeto v zamero. In zdaj, ker telo predstavlja glavnino našega nas, zavest je samo manjši del našega telesa, seveda zaradi tega, ker se pa tega dela sebe najbolj zavedamo, v primerjavi s tistim podzavestnim, pa imamo mi seveda tudi popačen občutek, da je
da je zavest tisto, kar smo mi, vse ostalo pa nismo mi, ampak je nekaj drugega in smo od tega drugega, čeprav je del nas bolj ali manj ločeni. In seveda zaradi takega kroničnega zamrznitvenega odziva, v katerem je nekdo, ki je v zameri, pride potem tudi do tega, da se stvari kar naprej ponavljajo. Se pravi, nekom nekaj zameraš, pa se pa z njim pogovoriš, pa seveda se potem stvar čez nekaj časa spet ponovi, mogoče ne ista, ampak podobna. In seveda tak odnos potem vztraja in se ponavlja in je tak, kak gozdni požar, ki dolg rab, da se ugasne, ker se potem kar naprej spet dogajajo samoužigi zaradi sprememb in močne vročine. In tudi pri zameri je tako in seveda je tukaj ključno, Kjajaku najbolj pomaga pri odpravi zamere, je, da na telesni ravni, se pravi skozi vaje, skozi dihalne protokole, skozi individualno obravnavo lahko seveda oseba začne spreminjati telesno stanje, se pravi mišično zakrčenost, zakrčenost dihanja in se s tem v bistvu začenja zmanjševati napetost v telesu in na ta način v bistvu omogočimo sami sebi, da se ne odzovemo vedno enako, ne glede na to, ali se pogovarjamo ali ne. Seveda, običajno ni dosti, da se spreminja samo tisti, ki zameri, ampak se mora predvsem spremeniti tisti, ki mu zamerimo to, kar pa seveda je dosti težje narediti, zaradi tega, ker če mi dvigujemo ali če mi delamo vaje, to ne bo kaj prida vplivalo na nekoga drugega in se bo on nevede, nehote ali pa tudi seveda zavestno vedel še vedno tako kot prej, ker bo pri nas spet kar naprej podžigali to aktivacijo zamere. Jasno, da potem pa lahko pride tudi do tega, da kar se najpogosteje zgodi, da določeno osebo določimo, da je ona tista, ki najbolj zamerimo, čeprav običajno temu ni tako, ampak je mogoče najbolj priročna, se najmanj upira ali pa je pripravljena vas kronično reševati in igrati grešnega kozla za vse zamere, ker seveda ne pomeni, da z njim niste imeli neko zamero, samo običajno se zgodi, da se po tej manjši zameri, ki se zgodi bolj proti koncu, oziroma bližje sedanjosti, v kateri ste, nalepijo gor še zamere, ki ste jih imeli pa v preteklosti do drugih ljudi, ki lahko s to osebo niso imeli niti nobene tudi neposredne povezave, ampak ta zamera, ki se odpre do ene osebe zaradi določenega dogodka, ki mogoče sploh ni bil tako hud ali pa tak pomemben oziroma se niti ne ponavlja, ker se ta oseba spreminja in postaja drugačna ter napak ne ponavlja, pride do tega, da se na to manjšo zamero, ko se odpre in izrazi in nalepijo še druge večje zamere, ki čakajo v globini telesa in tam so običajno že iz otroštva ali pa zgodnjega otroštva, ko smo se v bistvu živeli lahko dlje časa ob starših ali pa drugih odraslih osebah, ki nam niso pustili izraziti svoje čustva, ki nam niso pustili se spontano in avtentično vesti, vezano na naše občutke. In smo seveda morali to potem potlačiti v sebi in smo do teh ljudi gojili vedno večjo zamero. Seveda, če taki ljudje imajo posebno mesto v našem življenju, če so naši starši, stari starši, bratje, sestre, tudi potem recimo vzgojitelji v vrtcu ali pa učitelji v šoli, ki imajo avtoriteto in se jih takrat zaradi naše majhnosti, nemoči, otroškosti in otročavosti niti ne upamo jim povedati, ne upamo jim pokazati ali pa jim nismo niti smeli pokazati, se seveda ta zamera potem noter v nas kopiči in raste, hkrati pa raste naša sposobnost, da to zamero potlačimo in jo držimo stran od površine, da jo ne pokažemo. Potem pa seveda lahko pride neka druga oseba, ki je pa takšna, da ji lahko zamerimo in ji lahko to zamero tudi pokažemo in se potem na to zamero, ki mu jo damo, čeprav je
neproporcionalno velika, ker tej osnovni zameri dodamo še une druge ali pa del tistih drugih in se ta oseba na to ne odzove zaradi lastnih takšnih ali drugačnih vzorcev, interesov ali pa nemoči, najdemo priročen kanal za izražanje te energije in potem to zamero kar naprej pogrevamo, kuhamo in ji dodajamo, kar pa seveda ustvari izjemno močne in toksične odnose, ki potem pripeljejo tudi do prekinitev odnosov, ker ena ali druga stran ugotovi, da pač tukaj ni nobene prihodnosti, da se to kar naprej vžiga. In zdaj samo metodo seveda lahko, če se spustimo vanjo in smo si sposobni tudi priznati, da ne znamo pravilno dodeljevati zamere, da usmerjamo zamere v napačno smer ali pa da ne znamo primerno dodeliti jakost zamere in pretiravamo na določenih področjih zamero, zato da pri določenih drugih področjih tega ne pokažemo. Recimo, ne vem, imate močno zamero do partnerja, samo se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov težko odločate, da bi tej zameri prišli do konca, ker seveda samo s pogovorom niti ne morete, z vajem pa lahko. In potem pretirano zamerite šefu v službi, sodelavcu, sosedu, ker nekaj takega naredil, in pol v bistvu kuhate zamero do ljudi, ki mogoče sploh ne vejo, da jim zamerite, ali pa sploh niso nič kaj takega naredili, ali pa če ne vejo, da jim zamerite, niti ne morejo se vam opravičiti ali pa popraviti tisto, kar so naredili narobe. Hkrati pa seveda tudi nočete, da bi to lahko naredili, ker potem bi morali določiti, da tej osebi pa ne zamerite v resnici več, ampak čutite pa še zmeraj zamero v sebi, kar seveda lahko pomeni, da mogoče pa nimate zamero samo do te osebe, ampak tudi še do katere druge. In seveda je veliko lažje kuhati zamero do soseda, sploh če ne ve za to, kot pa do lastne matere, brata, sestre, moža ali pa seveda tudi otroka. In skozi IQ, sploh če začnete razumeti te povezave, procese in projekcije, ki so pač na žalost del vsakdana in so pač povezane z človeško naravo in z vplivom preteklosti na našo sedanjost in seveda s tem tudi prihodnost, lahko postopoma z vajem zmanjšate zamrznitveni vpliv te zamere na telo, povečate čustveno zrelost, da se upate sami sebi priznati, komu vse zamerite v resnici, pa zakaj, kdo vse tudi vam zameri, vaše vedenje, ker seveda je vedno, tako ko rečejo, en prst kaže naprej, trije pa nazaj, je treba vedno pogledati, kaj sem pa jaz naredil, mogoče narobe, in ali je ta zamera reciprocitetna, da pač ne vem, sosed zameri nam nekaj, mi zamerimo pa njemu nekaj druga in potem lahko iz te zamere na koncu pride tudi do, ne vem, medsosedskih sporov, ki se pol vlečejo po sodiščih. Slovenci smo potem bili znani, verjetno smo še. In skozi ta cel proces nižanja senzorno-motorne amnezije in višanja čustvene zrelosti seveda lahko postopoma izidete ven iz tega in bolj ko znate opredeliti zamero in bolj ko znate tudi seveda opredeliti in nasloviti, kdo je odgovoren za kateri del zamere, seveda lažje greste potem ven iz tega začaranega kroga kuhanja zamere in se premaknete v spiralno gibanje ven iz zamere proti bolj urejenim odnosom. To lahko tudi pomeni, da kak odnos prekinete, samo ponovadi boste ugotovili, da ste morali prekiniti odnos z čisto drugimi osebami, kot pa s tistimi, do katerih ste v preteklosti kuhali največje zamere. Tako da upam, da vam bo razlagal pomoč in da boste uporabili IQ tudi zato, da greste ven iz cikla zamer, ki je pa pri velikih mojih strankah ali pa Slovencih na splošno se mi zdi kar konkreten problem s to zamero, verjetno tudi zaradi tega, ker smo pač bili večino naše zgodovine bolj kot ne nemočni oziroma pod vplivom gospodarjev iz tega ali drugega naroda in smo jim zelo zamerili, da so nas izkoriščali, zlorabljali, tlačili, zasužnjevali in vse ostalo, ampak nismo se mogli upreti
in pa smo to zamero prenašali na druge ljudi, na take, ki smo jim pa lahko škodovali, jih prizadeli ali pa se naslajali nad bolečino, ki smo jim jo povzročili, zato ker smo dali od sebe bolečino, ki so nam jo drugi dali vase v preteklosti. Tako da upam, da vam bo v pomoč in lep pozdrav do naslednjega tedna.